Andrej, imava srečo, da se danes nisva zapletla v kakšen fantomski zastoj, v kakšno hudo kolono. Ali pa kakšen drugačen, ne fantomski zastoj. Ampak je pa fino takole se voziti s sodelavci, s prijatelji. Vedno lahko kaj predebatiraš, postaviš plane za naslednjo oddajo, lahko se pa tudi recimo skregaš. Ja, kabina je prostor, iz katerega ne moreš pobegati, se moraš kar pogovarjati. Ne? In s tem so se soočali tudi naši vlogerji Malo na zrak. Ja, oni se niso šli samo voziti malo po levi, malo po desni strani, ampak tudi delati. To, kar so počeli, je pa pravzaprav danes zelo popularno delo in za nekatere že poklic. Recimo za tiste, ki kuhajo, pa tudi za take, ki vozijo. Me prav zanima, kaj vse se jim je dogajalo. Živijo, mi smo 3/5 ekipe Malo na zrak in mi smo tisti, ki smo šli potovati na Škotsko. V resnici pa ni bilo vse tako rožno, tako kot je izgledalo na posnetkih. Zadnje je bilo zelo velikega dela, morali smo snemati, morali smo iskati lokacije, morali smo montirati, morali smo se voziti. Tako da ogromnega dela, ampak še dobro, da smo to delali že dlje časa, zaradi tega, ker smo lahko zraven še uživali. No in kakor je Kristjan omenil, mi smo posneli tudi te oddaje in dajmo si kar pogledati, zakaj smo sploh šli na Škotsko. Naposled, na vse zadnje, končno smo prispeli na naš cilj. Dreghorn, rojstni kraj Johna Boyda Dunlapa, izumitelja, veterinarja, očeta, dobrega moža in soseda. Ker tukaj ni nobene gume iz tistih časov, grem jaz zdajle v Edinburgh, v Narodni muzej, kjer hranijo eno najstarejših Dunlopovih gum na svetu. Se vidimo? Hitrej, Jaka! Medtem ko Jaka teče proti Edinburgu, lahko povem še to, da je gospod Dunlop prvo zračnico naredil za svojega sina, ki se je pritoževal, da ga med vožnjo s triciklom preveč premetava. Večjo prepoznavnost pa je dobil, ko so kolesarji na njegovih pnevmatikah zmagali več dirk zapored in so bili zelo uspešni. Tako da bi lahko rekli, da je Dunlop že od samega začetka v samem vrhu, kar se tiče športa in cestnega performansa. Performansa na cestah z gumami. Aha, pravkar sem iz režije dobil sporočilo, da je Jaka že prišel v Edinburgh. Je to res, Jaka? Se slišiva? Si prispel v Nacionalni muzej? Ja, tako je, hvala za besedo. Nahajam se v Škotskem narodnem muzeju v Edinburgu, kjer lahko poleg mene vidite prvo Dunlopovo pnevmatiko, ki jo je izdelal kdo drug kot John Boyd Dunlop. Aha, v kakšnem stanju je guma Jaka? Se dobro drži? Guma se dobro drži, a uradne izjave še ni podala. Ukolikor pa se situacija spremeni, se oglasim. Nazaj k tebi, Kristjan. Okej, Jaka. Sedaj pa lepo hiti. Čez 5 minut gremo domov. Od leta 1889, ko je John ustanovil svoje podjetje, pa do danes, je Dunlop postal sinonim za kvaliteto pnevmatik tako na dirkališčih, kot tudi za vsakdanjo uporabo. Na tej točki se naše potovanje zaključuje. Bilo je fantastično in nepozabno in najlepša hvala Dunlopu za to enkratno priložnost. Ajde, gremo.